Jaz imam ogromno stvari v življenju, od katerih se ne morem ločiti, ampak ena izmed najbolj pomembnih je moj telefon iz srednje šole. Zato, ker je poln spominov in SMS-ov in ljubezenskih dram in dogodkov iz tistega obdobja. In prebiranje tega je vedno zelo emocionalno napolnjeno. Jaz, ko sem hodila v šolo malo pred tabo, Ja. imam tudi en svoj Messenger. okej. To so tile listki, ki smo si jih mi pošiljali naokoli in v kateri se jaz tudi ne morem ločiti. Ne? Ja. To je Messenger tistega časa. A lahko to kaj preberemo? Zdravo, banda! Danes se v oddaji Osvežilna fronta združujemo in ločujemo na vse mogoče načine. Najprej z Rokom Gumzejem, ki ga že poznate z naše oddaje o zaljubljenosti, ali pa iz oddaje Čisto zares. Takrat, ko Rok ni na ekranu, je pri Mladih zmajih in je socialni pedagog. Zdrav, Rok! Zdravo! Če se hočemo ločiti od staršev, ki nas preveč vežejo nase, Ja. a je pameten način, da mogoče pobegnemo od doma? Pobegnemo od doma je zelo radikalna odločitev za narediti. Jaz bi bolj predlagal, da potem poskušamo mogoče to, kar nas daje starši, to z njimi skomunicirati, mogoče tudi pomoč kje drugje poiskati, v šoli, pri prijateljih najboljših. Pobeg od doma pri 15-ih pa mogoče ni najbolj pametna odločitev. Kdaj je pa pametno, da gremo od doma? Tam nekje med študijskim letom je en primeren čas, da počasi začnemo te vezi rahljati in da začnemo graditi neko svojo vesolje, nek svoj svet, ki je mogoče ločen od starševskega. Torej, da si likamo sami, recimo, ne? Ampak ta prever posodico še pa lahko vzamemo od Točno to, staršev. ja. Zdaj zgodi se lahko tudi, ne, da smo izločeni. Ja. Ločitev. V razredu recimo so vsi nekako povezani, mi smo pa ravno tisti, ki pa se ne znajdemo v tej družbi ali pa ta družba se ne znajde z nami. Vedno lahko najdemo neke družbe v življenju, ki pa nas bodo sprejele, še posebej, če sami vemo, kaj želimo delati, če imamo neke hobije, pa to najdemo neke skupnosti, neke krožke. Da ni panike, če v razredu sedimo sami, če najdemo nekje prijatelje zunaj razreda. Ja, pa gremo v šolo samo zaradi šole, po šoli pa smo s prijatelji. Kaj pa, če pa imamo prijatelje v šoli, ne? Ja. Recimo smo trije, ki smo res bestiči. Ok, bestiči. Sam pol še sam dva ostaneta bestiča, mi pa če nismo smo več mi- del te svete trojice. Pogovor je vedno dobra rešitev za te stvari, torej da se odkrito pogovorimo, da To- izhajamo iz... To je super, ampak najtežje se je pogovarjati. Najtežje, res, to je najtežja stvar. Ampak izkupiček pogovorov je ponavadi zelo vreden tega truda. Iskreno pogovorimo se o tem, torej izhajamo iz sebe, da povemo prijatelju, ki nas je izločil, mogoče, že dolgo časa nismo govorila, mogoče ne vem, kaj se sploh dogaja v tvojem življenju. Ampak da ne pritiskamo vseeno preveč, če je nekako odnos spontano se razšel, naravno šel narazen, da tudi sami pri sebi to razumemo, da je to okej, tudi če boli, ampak da na dolgi rok je okej, je ločitev tudi en del tega življenja. Pol tega nikoli ne bo konc. Nekako imamo v življenju ene take mehurčke skozi življenje, in potem mi v te mehurčke vstopimo in tam neke stike navežemo in imamo neke izkušnje, naprimer tako je bil moja Erasmus izmenjava, ki so super cool izkušnje in potem čez čas iz teh mehurčkov izstopimo in to je okej. Ni panike. Ni panike, bodo drugi mehurčki prišli. Ampak boli. Ja, bolečina je del ločitve in izstopanja iz teh mehurčkov, ampak mislim, da bolečina je bolje tako neko žalovanje, ne, za nekim odnosom, pa za nekimi spomini, pa za nekimi potenciali, ki so mogoče še naprej, bi se lahko razvijali iz teh odnosov. Ampak tudi ta bolečina čez čas se mi zdi, da se lahko spremeni v bistvu neko osebnostno rast, eno izkušnjo več si dal skozi, en odnos več si dal skozi, kar pomeni, da bo vsak odnos naslednji v bistvu grajen na izkušnjah in znanju, ki si jih pridobil iz prejšnjih in bo boljši in kvalitetnejši. In pa bo razpadel. In pol bo razpadel, ali pa ne bo, Ali pa ni trajal nujno, za ali bo večno. pa trajal dlje časa, ali bo pa večji mehurček. Povprečno naj bi prijateljstva trajala nekje 7 let, a ne, kar pomeni, da v življenju kar nekaj teh prijateljstev nanizamo. Če smo mi tisti, a veš, ko bi se radi ločili od osebe. Prej si rekel pogovor je najboljši za vse, ampak to pa je en pogovor, ki si ga po mojem noben preveč ne želi imeti, ne? Tudi če si ga ne želiš imeti, se mi zdi, da je nujen oziroma potreben za sebe in za drugo osebo. Bodva kar konkretna. Ja? Kako naj jaz zdaj nekomu povem, če se nočem več družiti s to osebo? Recimo Rok, jaz se nočem več družiti s tabo, to se mi zdi malo boli.
boli, ampak če si res pripravljena imeti ta pogovor in jaz zelo predlagam, da ga imaš, ne izhajaš iz smisla, nočem se družiti s tabo zaradi tebe in tega in tega in tega, ampak zaradi tega, ker mogoče sama hočeš mogoče druge odnose spoznati, nimaš več mogoče toliko časa, zdi se ti, da mogoče sta se karakterno zelo oddaljila, sta zdaj v bistvu v življenju zelo narazen. A pol je ločitev tudi odločitev? Jaz bi rekel, da je ločitev ena serija odločitev, ki se že prej zgodijo, ker ločitev ne pride naenkrat, ampak nekako se začne počasi rahljati odnos in potem enega dne se pa zlomi. Bi morala tudi biti nekako odločitev, so pri sebi razjasnimo, zakaj mogoče res ni več ta odnos nekako izpopolnjujoč in potem, da se res odločimo, ker mnogokrat se tudi mogoče nam zgodi potem, da si v zvezi, pa greš narazen, pa nisi se čisto odločil, pa ja, pa vse je bilo fajn. A to so lastne izkušnje? To so življenjske izkušnje, Neža, ki jih imamo vsi na neki točki svojega življenja. Ta neodločnost nas zadržuje na nekem stanju, ki ni mogoče dobro za odnos. Iz katerega odnosa pa je treba iti? Je treba reči, ok, tukaj pa zdaj čas za neko ločitev. Če je nasilni odnos, logično, če je odnos, ki je emocionalno nasilen tudi. Mogoče včasih se družimo tudi z ljudmi, pa ne vemo čisto zakaj in v bistvu samo gremo na kavo in nekaj se pomenimo, pa kak si ti, pa kak sem jaz. Pa imamo slabo vest, če bi rekli, ne gremo. Ja. Jaz bi nekako to tako probal razložiti. Okay, imaš en meter, to je tvoj socialni meter. In tu notri imaš vsakodnevno dozo socialnega tvojega stika, koliko ga hočeš imeti, ne? Partner toliko zasede, tvoj kuža toliko zasede, tvoji starši toliko zasedajo in tako naprej in to. Včasih se nam pol zdi, da moramo pa z nekimi ljudmi vseeno nek stik ohranjati in potem rinemo tu notri te odnose in zafilamo ta meter preko njega oziroma teče ven. Ja. Z odnosi, ki so v bistvu okej, ampak niso pa mogoče naša prioriteta. Torej, da zdaj odgovorim na začetno vprašanje, iz teh odnosov, ki potem ven teče. Torej, iz tistih, ki nam v bistvu niso res pomembni. Je tudi fajn jih zapustiti. Kaj pa, če se nekdo prisesa na nas? Včasih se ljudje prisesajo na nas. Socialni klopi. Ja, ali pa tudi mi smo lahko socialni klopi, ne, mogoče za koga. Pa se mi prisesamo. Ne? Kaj pa pol, kak tega človeka nekako na nežen in prijazen in kulturen način zavrniti? Jaz bi rekel, da ta nestrokovno socialni klop so osebe, v bistvu, ki imajo neke druge potrebe v sebi in jih mogoče izražajo potem na nek način, ki se kaže na način, da se prisesajo na nekoga. Lahko se enostavno odmaknemo, lahko enostavno rečemo ne tem odnosom in to je okej. Ne smemo sebe siliti nikoli v odnose. Če pa hočemo pomagati vseeno tej osebi oziroma biti nekako res za njo tam, pa mogoče potem raziščemo, odkot ta stiska prihaja in pomagamo to stisko premagati. Zdaj pa zelo je fajn, da se pogovarjava tako o drugi osebi, ampak zaradi tega, ker dejstva narave in družbe kažejo, da vsi smo po svoje malo čudni, smo lahko tudi mi socialni klopi. Ne? Kako pa prepoznaš to pri sebi in rečeš, kaj delam? Mislim, ko boš poslal 10 sporočil eni osebi, pa ti verjetno ne bo odpisala na eno od njih, si že mogoče tam nekje na eni taki stopni socialnega klopa. Lahko enostavno vprašaš, lahko jaz sem zdaj, če sem zdaj socialni klop do tebe, lahko enostavno sem Neža, a se ti zdi, da mogoče te preveč pritiskam na te z svojim kontaktom, od to dalje potem, kar ti odgovoriš. A bi bilo v redu, če ti rečem, malo preveč te je v mojem življenju, jaz pa nimam časa zate, ker imam druge stvari, prosim, ne biti jezen, ampak daj si še najdi kakšne prijatelje. V redu imaš smer, ampak način bi še samo malo mogoče spremenil, v smislu, da vem, da smo v enem momentu življenja imela ful stik in ful smo razvijala neki odnos, kakorkoli, ampak trenutno imam te pa te stvari, ki so meni osebno pač pomembne. In žal mi potem nekako zmanjka in energije in časa. Če hočeš, se še vedno lahko dobima, glej, ne vem, čez 2 tedna, ne, sploh ne, hočeš čist prekineti. Zakaj pa pol si sploh v odnosu, ki ga hočeš? Če si mi 10 mesečev poslal. Aha, hočeš čist prekineti. Ja. Če pa hočeš čist prekineti, potem pa moraš jasno postaviti svoje meje. Poglej, tu smo nekaj imela ali pa tu se je nekaj dogajalo, ampak zdaj nočem več imeti stika s tabo. To jasno poveš, mogoče še poveš zaradi sebe, zaradi tega, ker nimam, ker mi ta odnos nič več ne daje in to je to. Jasno meje rezati, odločiti se. Ker je ločitev tudi odločitev. Zdaj, vse družine niso idealne, ne? Tudi starši ne,
tudi mladostniki niso vedno idealni. Kaj pa, če se znajdem kot mladostnik v takšni situaciji, ko dejansko ne gre za neke zdrave odnose, ko mogoče opazimo, da nam starši škodijo, ali pa da mogoče to opazi okolica, kaj lahko takrat naredimo? V teh primerih je dobro poiskati pomoč in to lahko v zelo različnih oblikah. Prvo pomoč mogoče samo pri prijateljih, da mogoče se z njimi malo pogovorimo, potem mogoče v šoli, če imamo kakšno učiteljico, ki nam je blizu, profesorico, mogoče kakšno socialno delavko, ki nam je blizu, tudi kakšne organizacije mladinske, če gremo do njih, mogoče Center za pomoč mladim je ena tak naslov, tudi naši mladi zmaji, mladinski centri lokalni. Te informacije ne zadržimo v sebi znotraj, ampak da gremo z njo v svet, probamo najti neko pomoč. Kaj, če nas je pa strah, da nas bo potem ena izmed teh organizacij hotela ločiti? Od staršev? Ja. To v bistvu je zelo ekstremen primer, ki se zgodi zelo redko kdaj. In če pride do te situacije, potem je tudi prvotna situacija doma zahteva mogoče ta ekstremni primer, ampak načeloma pa so še prej še veliko korakov, preden pride do tega. Tako da zaupati nekomu. Ja. Kaj pa, če se starši ločujejo, ne? In starši, ko se ločujejo, niso glih najboljše volje, ne? In včasih so tudi med sabo skregani in pa nam eden od staršev govori nekaj, drug od staršev nekaj drugega. Mi se moramo pa še mogoče, ker smo že v teh letih, da se lahko že sami odločamo, pri kom bi radi bili, odločiti, pri kom bi radi bili. To je zelo težko vprašanje, ki ima verjetno za vsako situacijo specifičen odgovor, ampak v splošnem pa ta odločitev bi jaz rekel samo, da naj ne bo vzeta kot konec, ker se mi zdi, da mogoče je vzeto, če zdaj grem k enemu staršu, potem je z drugim konec in ni to nujno res. Odnosi se še lahko nadaljujejo, tudi če se starša ločita in ti odnosi so še vedno lahko kvalitetni. Seveda bo pa obdobje te tranzicije od nekega skupnega življenja v ločeno težje. Verjetno nam bo hudo. Hudo nam bo, ja. Ampak na dolgi rok pa, če ste starša res hočete ločiti in pri sebi razumete, zakaj se hočete ločiti, je lahko to v bistvu za prvotno družino pač dobro. Da se pač prestavi na nek boljši odnos tudi mogoče. Ja. Bolj odkrit odnos v bistvu. Ja. Zdaj pa še nekaj zanima. Zakaj se od teh stvari, ki jih nekako zbiramo celo življenje, težko ločimo? Zato, ker predstavljajo eno tako oknice v en čas, v en občutek in potem te listke ti vzameš enkrat zvečer, pa malo prebereš in te vrže nazaj v tisto odkrivanje in tisto ljubezensko mogoče kako, ne vemo, kaj je tu not. Nikoli ne boste zvedeli? Nikoli ne bomo zvedeli. A ti lahko grem čez Mesiče? Ne, moraš iti čez Mesiče. Oknice nam ponujajo. V nek čas, ki je bil in smo se od njega mogli ločiti. Rok, najlepša hvala za ta pogovor. A imaš ti še kakšno vprašanje za naše gledalce? Mogoče, če lahko odgovorijo samo na to, kako so se mogoče oni z ločitvijo srečali in pa kako se spopasti s posledicami ločitve. Napišite od spodaj. In mi se ločujemo.